jaz sem bila sem povabljena. Naslednjič, ko bo ena oseba sem povabljena, tudi mi na 3/4 ure časa. Se ni bilo, 40 minut. No, tako. No, kakorkoli, ne, ja. Da izvolite. Ja, seveda. Kar izvolite. Zelo zanimivo ste povedali in sem bil vesel vašega nagovora. Hotel sem pa eno zadevo samo dopolniti in par stvari, no. Ampak najbolj pa tole, skratka, Dragoš je lepo povedal, da je 63% ljudi glasovalo za to, da naj oblast prevzamejo strokovnjaki. To je vaš podatek, zelo zanimiv podatek, ki govori, da so vsi ostali podatki relativna zadeva, neke skrajne stiske, ko se nagibamo k temu, kar je zelo lepo bilo tudi povedano, k velikemu vodji, avtokraciji in podobno. Kaj pomeni, da naj prevzamejo strokovnjaki? Pač pomeni, da naj tim, ki pozna fiziko, logiko in tako naprej naše ekonomije, da prevzame to vlogo očeta naroda. Kajti ta oče naroda se je pač skrival tudi zato, ker je pač gospa Godina govorila o velikem vodji. S tem, da je na samem slavljenju Jankoviča v politične višave pač Jankovič povedal Kučanu oče naroda. Njemu se je tako obrnil in tako tudi povedal. Dejstvo je, da je potem mimo volilnega sistema dva meseca kasneje postal najmočnejša politična figura. Pomeni, mimo vseh demokratičnih načel ga je postavila tista oligarhija, ki je za njim stala. Domačija. Domačija. No, s tem, da je beseda dom lahko tudi zelo lep. Vse to, tudi vsi tisti, ki so člani vsake domačije, so prišli, da je lepa. Ampak ta domačija je imela oblasti, medije in tako naprej. V tem je problema, ne? Ker je objavila svojo voljo mimo volje drugih ljudi. Skratka, pri nas imamo kapitalizem, ste povedala med vrsticami oziroma poudarila. Dejstvo je, da nas ni nihče to vprašal. Poglejte, ta domačija tistih, ki so tam zadnji stali, pa kakšni drugi, ki niso stali, so skratka z interpretacijo rekli, to pač je tako. Tudi z interpretacijo so rekli, da je skupna lastnina vseh državljanov, kar državna, potem so rekli, ker je državna, mi smo pa itak, bomo kar prodali. Skratka, to je ta ukradenost države s strani nekih, ki se imajo za pač naše kavbojce, ki pač upravljajo domačijo. Povedal bi, da imamo Slovenci v bistvu probleme z splošnimi in egoističnimi vrednotami. Torej, to sta dva nabora vrednot. Eno splošnimi vrednote so take, da sem vesel, da si ti uspešen, ker če si ti uspešen, ne rabim varnostnika in še veselo se razumeva. To pomeni, da jaz menim, da je številni Slovenci imajo splošne vrednote še vedno dokaj razvite, so pa večinoma taki ljudje pristanejo kot reveži. Zato, ker so izločeni iz tega, kar je bilo Godina lepo povedala, pač so neke skupine, skupinice, ki delajo zase. Torej, izločeni so iz raznoraznih skupin in povezav in lož. Zato pa imamo pri nas 400 000 revežev, čeprav je bilo tam rečeno sicer 14%, ampak vprašanje, kaj je minimalna košarica dobrin, da je sploh lahko normalno živim skozi mesec, pa je tukaj stvar diskusije, ampak tudi 300 000 je grozljivka od številke. Ampak to so ljudje, ki res nimajo absolutno skoraj da nič. On ne more niti na kavico iti ven. Resnično, nič nima za dodatnega. No, hočem reči, da je vidim, da zelo uživaš, ampak probaj mi odgovoriti na kakšno moje trditev. Skratka, trdim, da je ta tretja možnost za strokovnjaki izjemno dobra in jo tudi predlagam. Tukaj vem, da je kvantiteta pomembnejša od kvalitete, ampak to sem predlagal. Hvala. Jaz bi samo dala mogoče par replik prvič. Ja, seveda, zdaj ta veliki Big Man je viden kot oče naroda, oziroma oče skupine, to je ta pozicija, ki je pač tudi druge razpoznana. Zdaj je pa treba biti zelo pazljiv, kako ta sistem, kako bi rekla, kategoriziramo, ker zdaj ste rekli, to je avtokratski sistem,
ampak moji, bi rekla, informanti, torej socializem, kjer smo imeli bigmana, ne, vidijo kot demokracijo, zato ker so oni lahko permanentno, stalno, neposredno odločali to zdaj. Se pravi, tu ne morate tako enoznačno stvari, da če imate bigmana, potem demokracije ni. Če imate demokracijo, potem nimate, bigmana. Zdaj se pravi, tu zdaj, tako, samo, splošna in egoistična vrednota, res je, ker pač za domačijski produkcijski način so prisotne obojne, ne, in hkrati dostikrat so to ene in iste, zaradi tega, ker splošnost je samo, ko gre za članstvo moje domačije. Tukaj imate izrazito visoko stopnjo socialnosti, ven, ne, pa nimate socialnosti. To je ta problem, za katerega pride do tega, kako bi rekla, ne, da potrebujete neko dodatno instanco. Kar se pa strokovnjakov tiče, pa jaz mislim, da jaz absolutno to ne verjamem. Imamo sedaj finančnega ministra, ki je strokovnjak. Samo po srcu strokovnjak, mora biti tudi čustvo na tem. Zdaj je gospod tam, pa potem naprej. Izvolite. Bora Smočič. Tale big man, ne? Tukaj mora biti dejansko samo en big man, ne? Ali je lahko več big manov, ne? Ki bi v bistvu sodelovali iz različnih timih domačij, ne? Rečemo temu tako, ne? Da bi recimo štartali, ker nekje moraš štartati, ne? Nekje moraš začeti nekaj delati, ne? Ugotovili smo, da država ni, politična stranka ni, ljudstvo je prestrašeno in zanima ga samo preživetje, ne? Se pravi, edini način, ki ga jaz vidim, ne, da se začne delati na preživetju naroda, ne, in to na tak način, da se narod v to vključi, na način, da za nekaj zasluži. A je tukaj ta... ampak to bo nekdo spet moral pelati, ne? To bo nekdo moral pelati. Zdaj, dejstvo je seveda, da to, kar mi zdaj predlagate, imate župana, ki pač recimo v eni občini, recimo Maribor, ne, če bi pač bil županom, tako smo mislili, da bo moral biti, ustanovi pač banko dela in banko dobrin in v enem letu blazno znižan revščino, ne, ker se da to pokriti z resursi, ki jih mesto ima, da rabiš nič denarja odvleč, ne. Se pravi, ne, ampak seveda potem pač pride to v kapitalistično logiko in potem je pač drugače, ne. Ampak seveda zdaj, ampak hočem reči, popisano ni, tako bom rekla, da bi kdaj v takem sistemu lahko obstajalo več paralelnih bigmenov, pa da bi sistem deloval. Seveda, bigmeni imajo na nižjih nivojih svoje delegate oziroma izvrševalce, nižje plemstvo, ampak zdaj, da bi imeli oni dejansko pozicijo bigmenov, to pa ne. To je v resnici bolj tako, kot je pač, kot je to nižje plemstvo v slovensko zgodovini bilo, ki je potem dejansko ono pač opravljalo neke funkcije za bigmena, ki je pa bil tam nekje, ne vem, kje je bil, boljš da več ni prišel, ker ima bilo jasno, da boljš da njega da ne pride. In skratka, tukaj zdaj mislim, da bi paralelno lahko štartali z več bigmeni, je problem zaradi tega, ker bigmen pač ustvari toliko integracije, koliko ljudi ga ima za bigmena. Zdaj, če ima recimo vsaki občini svoj župan, župan svojega bigmena, pa če župan bigmena recimo, da vzamemo, bo znotraj občine sicer prišlo do integracije, ampak med občinami pa do blazne dezintegracije. Če predpostavljamo, da se strinjam, ob predpostavki seveda, da bigmeni delajo za sebe, ne? Bigmeni vedno delajo za sebe, ampak razlika med totalitarcem vsi delajo vedno za sebe, ne? To je zdaj, spet bomo šli onkraj okusa, ne bomo moralizirali, ne? Bigmen dela za sebe, ampak bigmen dela za sebe tako, da spodbija dobrobit drugih. Zato je bil Josip Broz Tito bigmen, ne pa totalitarec. Zato, ker on je razumel, da moram jaz tovarno postaviti, da bodo oni mene imeli radi. In če bodo oni mene imeli radi, potem si jaz lahko kupim ladjo. Recimo, da zdaj pač karikiram. Ker tu obstaja bistvena razlika. Ali imate vi eno totalitarno oblast, ki se požvižga na dobrobit ljudi, ker pač bo uporabila vojsko, nasilje in vse živo za to, da bo pač dosegla to, kar hoče,
Ali pa ne, mislim, a veste, jaz tako malo mi je šlo na bruhanje, ko je en kolega tudi tukaj delujoč nekoč pisal, takrat sem jaz nehala večer, bila sem ga kar takoj odjavila. V večeru je imel kolumno, v kateri je razlagal, da Pinoče pa vse ni bil on tak star začile, ne, ker je pač gospodarstvo bolj vredilo, ne. A ne, zdaj, koliko tam jih je zakopal na onih, bi rekla, nogometnih igriščih, pa to novega ne zanima, ne. Zdaj, to je druga matrica, razumete, če zdaj primerjate zdaj to, ne, kjer dejansko se ti pofučkaš na dobrobit, ali pa dejansko ti uporabiš, ali pa lahko rečete zlorabiš. In čisto se eno, ne, ampak zdaj problem je, ali pa dejstvo, zdaj, če ne moraliziramo, da pač ljudje, ki živijo v domačinskem produkcijskem načinu, torej tudi Slovenci, ne, sem prav figo fučka, zato, ali jih on zdaj uporablja ali zlorablja, dokler ima on 200% višjo plačo. Ne? Razumete? To je zdaj, to je mentalna struktura Slovencev jebiga. Ne? Zdaj vam je lahko všeč, ali vam ni všeč, ona takšna je. Ne? In zdaj pač to je tako. Ne? In zato pač lahko potem razne predstojnice tukaj tako javno govorijo, ker sem rekla dobro, da pač ti instrumentaliziraš faks, pa študente pa vse, za svoje preživetje, to lahko sicer delaš, ampak da zdaj že to javno govoriš, ne, to je razlika. Ne? In tukaj jaz mislim, da več big menov ne more, pač big men postavi integracijo, kolikor ima podložnikov. Če ima več big menov so manjše socialne integracije. Če hočete na ravni Slovenije imeti integracijo, ne, morate imeti samo enega. Pa pač podizvajalce sveda. Pa lahko imate zraven neposredno demokracijo, da ne pozabimo. Ne, to ni nujno avtoritarni, avtokratski sistem. Recite. Jaz sem... Ja, pardon, sem... Ne, vi ste bili prej. Ja, hvala lepa. Ja, Juri, ovo. Ne, vi ste drugega, pa Juri, novi dva se zmenite, ja. Ne, sam nekaj, mogoče malo banalno, ampak glede na to, da recimo, če se pojavi ena nova stranka, ne, tik pred volitvami, pa praktično brez programa, ne vem, pa tudi mislim, ta kakovost političnih elit, ne, mogoče, mislim, me zanima praktično, ne, ker to se lahko bolj ponovi, ne. To se bo ponovno. Ja, se pravi, ja. Zaradi tega, ker v resnici Cerar ni zmagal. To je ta napaka, ki jo zdaj politični analitiki pa marsikdo pri Slovencih vleče. Da je pomembna, kako bi rekla, kvaliteta političnega programa. A vi berete politične programe mogoče? Če jaz jih ne berem, oziroma razen kadar za knjigo, ker rabim, ne, takrat berem. Pa jih aktiviramo, drugače jaz to ne berem, a ne. Ljudje ne volijo politični program, ljudje volijo big mana in izvolili bodo onega, ki bo najbolj podoben big manu. In če se on pojavi 3 leta prej, 2 meseca prej ali 1 sekundo prej, ni pomembno. Ne? In Cerar je bil pač obljuba big mana. Potem so tako ugotovili, da ni, zato pa je pač podpora padla. Ne? Ja, ne? Ampak v resnici ne gre za to. In zato jaz vedno pravim, da jaz še nikoli nisem pri nobenih volitvah zmotila, kdo bo zmagal, pa nisem nobenih del raziskav javnega mnenja. Zato, ker pač, ne, če vzameš ti to matrico, ki je pač mentalna matrica Slovencev in meri zdaj one kandidate s to mentalno matrico, vidiš, kdo jo najbolj udejanja in tisti, ki jo najbolj udejanja, bo zmagal, a ne. Ne? In zato vi ne rabite imeti stranke, ne rabite imeti političnega programa, vi ne rabite biti, bi rekla, sploh profiliran politični subjekt, zato ker se sploh ne gre za politiko tukaj. Tukaj se gre za preživetje, ne za politiko. To je pa ekonomska kategorija, ne politična. Ne? Zdaj vsi hočejo, vsi tu zdaj razpravljajo, kak je to Cerar uspelo. Seveda je, to lahko meni uspe na naslednjih volitvah. Prijem jaz 2 dni prej. To, da sem izvoljena. Sigurno se. Mi 2 z Dragošem so tako izvoljena. Pa me Štefančič zdaj, ko smo se pripravljali na to, da včeraj Letnica vam vedno pokliče po telefonu, in je rekel, poslušaj, ti kak si se ti razlagal, ti 65%, ki noče nobene stranke voliti. A oni sploh noče nobene stranke voliti, ali kaj hočejo? Sem rekla, ne. Dragi moj Marcel, oni hočejo najbolj izvoliti, ne? Zato, ker bi bila točka upanja, razumete? Pač kdorkoli bi se pojavil, pa bi bil točka upanja. Njih ne zanima, vse to je Hitlerjeva zgodba, tu smo zdaj blizu tistega, kar je kolega pravo. Ne gre zdaj za vprašanje, ali ne levi ali desne, ali politično profilirano, ali sploh politično profilirati. Ne, ni važno, ne? To sploh me ne zanima. Mi obljublja boljše življenje ali ne? Ne? Imam jaz skozi to, kar vam govori, občutek, da bo šlo na boljše za mene osebno. Ja, torej govorim. Ne? Ja? Če se lahko navežem na to, kar ste rekli, v
bistvu vid politike je v osnovi to, da pač izboljšuje v bistvu materialne potrebe, ne, različnih posameznikov, ne, da ni samo bruto domači proizvod ali pa Ginijev koeficient tista merska enota, ne, ki v bistvu od vsakemu izmed nas ne pomeni čisto nič, ne, ker se ne pozna ne v narenci, ne pozna se niti na socialnih storitvah in na vseh ostalih. Ne. In to, kar ste recimo rekla, bi vprašal, po tem, kar ste rekla, ne, bi v bistvu Slovenci rabili enega razsvetljenega absolutista, ne. Tukaj na Napoleon Bonaparte, kjer ima na eni strani, ampak Napoleon Bonaparte je razliko od teh, ki jih imamo, ne, po tistih, ki smo imeli, je imel neko pravičnost, ne glede na to, je postavil program, ne, preko tega programa deloval, ne, tukaj je dal Ilirske province, je dal določen, bom rekel, določeno avtonomijo, ne, on je dal, Slovenci niso imeli, ne, takrat. Ja, sam to je bil politični program in to Slovence ni zanimalo, ne? No ja, ampak... Ne, to je točno to. To je točno to. Zdaj ne bojo nikoli, tile na vasi mi nikoli niso rekli Ilirske province, ampak Marija Terezija je bil tem. To je bil političen projekt. Ja, to je šlo za političen projekt, ampak političen projekt ne zanima. Jaz bi sam nekaj poudaril. Velika razlika je med intelektualci v narekovajih, ali pa tisti, ki kaj preberejo, in za tiste so Ilirske province bile nekaj krasnega. Za ljudi je krasna pa kila krompirja, ampak ljudi je milijon, intelektualcev pa 10.000. Kaj so enostavne razmerja. In če imate za milijon kilo krompirja, bo tist pol... Če bi jih zdaj imeli tu 10.000, bi to v redu. A je še kdo tam dol, da... Ja, gospaše? Jaz mislim, da je tukaj v bistvu, recimo, da vzamem to kot dejstvo, ne, kaj smo zdaj poslušali, ampak mislim, da je vseeno nekaj majhnega razlike, če vas spomnim, ne. Ilirske province so za Primorsko nekaj pomembno. Seveda, to pa je sploh drugo. In to je, mislim, da tudi problem Slovenije kot taki, ne. V bistvu je ta tako dobra razparceliranost, ne, v bistvu ima ene posledice. Seveda ima. Mislim, če greste gledati, kako govorimo, ne, vidite, to je isto sliko. Tako da jaz mislim, da v bistvu ni čisto, ne, je velik del nje. Jaz sem se, na primer, zelo zanimivo se mi je zdelo, ko smo v nekaj meri z Italijani, z Italijani, zamejci, smo se nekaj pogovarjali, s nekaj, kakšni norci ste vi, mislim, kaj ste vam je čist skegljalo. Slovenija je imela namreč do nedavnega še star zakon o agrarnih skupnostih ali pač, kakorkoli že temu rečeš, ne? Lahko rečeš tako kot pri nas komunela ali pa kako drugače, ne? Mi smo v bistvu zdaj iz komunele naredili privatno premoženje. Če ne veste tega, bomo kmalu ugotovili Italijani, ker to se proda. Seveda, ja. V italijanski zakonodaji, in to je, zato pravim, da je bistveno vedeti nekatere stvari, in da pade na pamet, da bi te takega zapisali, dovolili zapisati v zakon. Izgleda, da smo tukaj kar pozabili in večinski del očitno je tisto, kar Jaz se tu z vami strinjam, tam razlike med pokrajinami, to tako so brez zgodovinsko, bolj pomembne, samo se mi zdi, da tisto, kar moramo pa imeti na umu, da kadar imamo krizo, razlike ne funkcionirajo. Razlike funkcionirajo praviloma takrat, ko stvar lepo teče. Se to je bilo pri Dorfiju enak primera, mislim, njega so volili in tisti, ki so bili pred na levici in tisti, od katerih se je pričakovala socialistična revolucija in tako da to je problem, je pa seveda to res in to seveda tudi, če gledate zgodovino, vse so vedno po pokrajinah, je to, ampak se mi zdi, da zdaj pač, kadar imamo krizo, se te razlike postajajo nepomembne, oziroma zgubljajo pomembno, tako bom rekla, Kaj ste pa rekli glede zakonov? Ja, to je pa to, se vam pravim, tu pa jaz pač pravim, zdaj, če vi prenesete odločanje v neko sfero politično, ki jo ljudje tako ali tak, ker to je problem pri Slovencih, oni se to sfero že naprej pristanejo, da jim je otujena, ker za njih je demokracija to, da jaz odločam, zdaj, če oni odločajo, to jaz tak ali tak se to ne bom mešala, ker je to tak ali tak, to sploh k meni ne spada, In to je problem, ker recimo zdaj v neki družbi, ki ima neko daljšo recimo tradicijo zahodne demokracije,
ljudje nimajo nujno takega občutka, ne? Medtem ko Slovenci pa imajo tak občutek, to tak ni moj svet. Ne? In potem se v tem svetu, ki ni moj svet, dogaja ne samo to, kar se dogaja, pa kolega Dragoš bi lahko povedal, kaj še vse drugega dogaja, ne? In vsak za svojega zornega kota bi lahko povedal, kaj se vse dogaja. Ker to je zdaj tukaj problem, da ne, pač hrbtna stran tega dejstva, da demokracija je za Slovence samo neposredna demokracija, v kateri jaz permanentno stalno lahko odločam o stvarih, ki zadevajo moje preživetje, oziroma moram o tem odločati, nobenega drugega ni, ki sploh lahko o tem odloča, je, da tisti drugi, recimo izhodiščno tam Frankovski dvor, a ne, so pa lahko delali, kaj hočejo, ne? In zdaj imam jaz tako občutek včasih, a ne, da tale je naš parlament in postopno na to pozicijo Frankovskega dvora, ker si sicer to gledajo, se zgražajo, ne, ampak mislim, ne, pač dopuščajo, ne, ker to je zdaj problem, ne, ker seveda zdaj tudi, kaj mi dopuščamo, da tisti drugi delajo, je problema, ne, to je tisto, kar pravi Slavio, to je simbolni mandat, ne, zdaj noben ne mora vladati, če mu tisti, ki so vladani tega mandata ne dajo, ne. In zdaj, kaj je ta mandat, kaj vključuje, ne, to je pri Slovencih zelo specifično in seveda ni primerljivo z zahodnimi zadevami, ne. Ja, kar zdaj bi... Ja, Albert je popolj. A še kdo tam, ki bi želel, ne bom nič kučil v predmet? Ne, najprej vi ste, ki so enkrat, vsak enkrat ste, ne? Ja. Jaz bom zadeval mimo glede, ker je Rodina omenila, ne zato, da bi šolsko deloval, tudi za tole srečanje ponovno preletu znano delo Viljama Reicha, masovna psihologija fašizmu, v kateri je govora, kako se veliki lideri iz družinskih razmerij, kakršne so bile tedaj, za zavrženostjo lastnega očeta in poslati to, kar njegov oče bil je, torej komanda plus in tako naprej in tako dalje. Jaz sem se za današnji dan osredotočil tudi na nekaj, o čemer redko ga govorimo, zato sem tudi Vesni zelo hvaležen, ki v svojem delu Zablode in tako naprej in tako dalje začela z 18. primerom. Jaz bom ta tekst prebral, nekaj bom pa vnesel, na kar hočem upozoriti. Ljudje delajo svojo lastno zgodovino, dodaja svoj lastni jezik. To, da ne delajo je, jezika ne delajo. Kakor bi se njim zdobilo, ne delajo je v okoliščinah, ne delajo jezika v okoliščinah, ki so si jih sami izbrali, ki so si ga sami izbrali, ko gre za jezik. Temveč v okoliščinah, na kakršne so neposredno zadeli, torej na jezik, na kakršnega so neposredno zadeli. Kakršne so bile razmere in kakršni je bil jezik, v katerega so vstopili. In ustvarjanje s tradicijo in jezik ustvarjen s tradicijo. Tam dalje malo naprej pa piše tudi, tradicija vseh mrtvih pokolenj leži kot mora na možganih živih ljudi. Hotel sem artikulirati vprašanje tudi sebi. Ali ne reproduciramo z jezikom, ki ga uporabljamo, tudi obstoječi sistem? Ali smo sposobni se stop napraviti iz obsodečega besednjaka, recimo konkretno, domačijskost. Zakaj o njej jaz slišim samo Vesno Vodina? Recimo, zakaj ne slišimo še neke druge izraze, ki bi presekali našo tako imenovano moro na živih možganih? In med drugim sem tudi pripravil en vzorec, mislim za ene knjige, ki mi je Magda svetovala prebrati, je tudi primer, kakšen besednjak je v diktaturi doma, v šoli in v službi, kakšen je besednjak v totalitarizmu doma, v šoli in v službi in kakšen je besednjak v liberalni družbi doma, v šoli in službi. Jaz vam bom to razdelil. Sprašujem se, glede na to, da je Andrej Jordan bil pozoren na to, zakaj mlad človek, ali pa kako to, da mladi rod, ali pa kako poteka socializacija s procesi internalizacije, ponotranjenja, da se danes celo nekateri posamezniki, mladi, identificirajo z nastajajočim
velikim bratom, ki se hrani iz socialne krize. Zakaj je ta vzorec identifikacije tako močen, a je to v družinski vzgoji prisotno? Jaz se identificiram z atom, ampak za slovenske razmere imam rajšem Vorančevo mamo, ali pa Cankarjevo mamo, ali pa kakšno drugo mamo, ker mi ta pomeni neko specifično razmerje do sveta in domačijskosti. Ali to načrtno delamo, ali se zavedamo, da to v vrtcih, šolah, družinskih odnosih dejansko ustvarjamo pogoje tega, kar nam zdaj nastaja, ne samo zaradi socialne razlike ali pa kriza socialne, se mi zdi, da samo spodbuja k tem anomalijam vedenskih vzorcev. To, Vesni bi pa postavil vseeno vprašanje, ali je možna sprememba te tako imenovane mentalne matrice? No, čistko mimo glede. Ali je možno to spremeniti? Ker če ne bomo te mentalne matrice spremenili, pa vsem ostali pri tem pojmu preživetja, ampak spremenili matrice iz tistega, če bom ubogljiv, če bom poslušal, če bom priden, bom preživel. Jaz pa želim demokratičnost odnosov ob preživetju. Se pravi, vključenost, neizključenost, sodelovanje, povezovanje, priznavanje različnosti in tako naprej in tako dalje. Hvala. Ja, če nakratko na to odgovorim, bi pozoril na to, da niso problem mladi, problem smo stari. Iz prejšnjih podatkov sledi ko so ljudje starejši, večji delež je med njimi avtoritarno nagnjenih in pa proti demokraciji in to velja tudi obratno. Mlajši, ko so ljudje, bolj so izobraženi in manjši del med mladimi podleže skušnjavi, da demokracijo odpravite in volite bigmana ali koga, ki mu je zelo slišen. Tako da v tem smislu je to niti ni taka pesimistična zadeva. Hujše bi bilo, če je bilo obratno. Nikako ni res, mimo grede, tudi nikoli ni bilo res, da so mlajše generacije tisto nekaj narobe z njimi, mi smo še ne leto vrednote, mlajši so brez vrednote ali pa malo napačne vrednote in tako naprej. Vedno je obratno. To sledi, to je sam podatek, kar sem rekel, sledi tudi za raziskav, ki jih je Mirjana delala in tudi vemo iz bližnje zgodovine, iz pred druge svetovne vojne in tako naprej. Mlajše generacije in to vseh taborih, vključno z recimo katoliškim, Podzbek, Trstenjak in tako naprej, pred vojno, to so bili mulci mlajše generacije, krščanski socializem, velika pomembna stvar. Zdaj, kako se vse drugo je zdaj dobro, kakšni monopoli v šolah. Jaz vidim tu problem, da fakultete naraščajo, ker Boga se držil. To pa je postsocialistični izum in tu smo takrat, ko se je v bivših socialističnih deželah ta vzorec namreč, ko se osamosvojiš, pa fakultete ustanavijo z vsakim vogalom in tu pride do izraza vsi te patološki domačijski obrazci fakultetov ustaniš za svojo družino, nimaš niti prostorov, niti knjižnice, ampak dobiš nacionalno verifikacijo in se priklopiš na bolj drugačne finance. To je zelo nevarna stvar, ki preko indoktrinira šolo. Vendar, na drug del vprašanja, ali se lahko obrazci spreminjajo, jaz mislim, da se lahko. In sicer žal na vse smeri, lahko se na slabo, lahko se pa tudi na dobro. Na dobro, pogledajte recimo Češko. Domnevam, da tudi za Češko bi veljal približno podoben domačijski vzorec, tradicionalno gledano, vse Čehi nikoli niso bili nič kaj posebnega, tako kot Slovenci, recimo v Avstro-Ogrski, podobno tudi pod komunizmom.
vendar kaj se je zgodilo po letu 90? Naprej, v celi Evropi od leta 90 dalje, Slovenija ne da ni, ampak nikoli ni bila zgodba o uspehu, to je bila Češka. Ne? V vseh pogledih, zlasti socialnim pogledom. Češka je veliko bolj skandinavska od skandinavskih dežel, recimo glede na majhen delež revščine. In tudi glede trendov. Oni držijo ta trend od začetka 90-ih naprej, vključno z letom 2016. Imajo okrog 10% revnih, kljub vsem krizam, kljub temu podobnim problemom prehoda v 90-ih letih v kapitalistično gospodarstvo kot mi smo šli ravno obratno. Isti vzorec, podobni narod, skozi pod tujci in tako naprej, ampak popolnoma drugačen. To je en primer, recimo, to ni edina pomembna stvar, je pa pomembna, namreč slojevska struktura in pa delež revnih in pa socialna politika in pa demontaža, da ali ne, recimo socialne države. Ne? Ker po socialne države demontirate države ni več, zelo preprosto. Ne? Čehi vejo, kaj to pomeni, mi se tega ne zavedamo. Recimo to so kako reči, kako, če smo kratko, okrog spremembe vzorcev tradicionalnih. Jaz se spomnim, takrat sem bil še študent te fakultete, en sociolog, no. V 70-ih letih smo knjigo brali, ne, oni prvi, zdaj se pa primka, ne, primka se ne spomnim, no se vlažno, skratka, kaj je ugotovil? 70 leta prejšnjega stoletja, to je bila začetek intenzivne modernizacije najbolj nerazvitega dela bivše Jugoslavije, to je Kosovo. In tam so takrat rekli, seveda, Kosovo, če smo mi namesto železnih plugov v Sloveniji uvajali traktorje, so oni iz lesenih šli takrat na železne pluge. To je bilo aktualno v 70-ih letih na Kosovo, s tem, da so imeli 90% kmetijska dežela in tako naprej. No in s tem argumentom namreč zaostala dežela ekonomsko in tudi svoj vzorec, trdnih družin in napol srednjeveški feudalizem, taka struktura ne bo prenesla modernizacije. Dolgo časa se je ta napoved valjala tudi v socioloških študijah, na kar so avtomobilisti, torej avtomobilistične tovarne, ki so začeli tam proizvajati in prodajati avtomobile, odkrile, da se da povsem elegantno enako količino iz nič, enako količino na leto avtomobilov prodati tudi na Kosovu, čeprav jih tam nikoli prej ni bilo, posebnih avtomobilov, ravno tako kot neki razviti deželi, samo če prej poskrbiš za servise. Kaj hočem reči? Ne na takih podrobnostih, kot recimo jasno, da moš imeti servisno mrežo, pa boš avto kupil, če pa ne boš imel servisa, ga pa ne boš, ali boš pa zelo prevideti. S takimi podrobnostmi, če so dobro narejene, se lahko tudi dolgotrajno vzorci spreminjajo. Za zaključek sam negativen primer, recimo velikega drugega, edini, ki bi veliki, Big Man, ki je imel zelo resno konkurenco od osamosvojitve naprej, je bila katoliška cerkev pri nas. Katoliška cerkev leta 90 je že začela zgubljati kapital. Zakaj? Katoliška cerkev, ne samo tradicionalno, tudi po strukturi, imate piramido, oziroma imate enega človeka in če bi vrh katoliške cerkve deloval kredibilno, dobil bi vse na pladnju. Kaj se je pa zgodilo? On se je takrat spustil, se je poznamo, takoj na začetku 90-ih, z vsemi štirimi v tisto, kar mu je dala politika, torej denacionalizacija in tako naprej. Od 90-ih naprej vidimo izrazit razcep med številom ljudi, ki se izjavljajo, da so katoliški verniki v Slovenskem, še vedno jih je okrog 55%, in pa tistih vernikov med temi omenjenimi, ki hodijo v cerkev. Teh je pa če dalje manj, teh je pa tam okrog 20%, ali pa še to ne.
Ne. Tu je recimo primer, kako lahko tudi nek, jaz bi bil zelo razočaran, če bi ta vzorec deloval, ampak glejte, to je bilo resno v igri, namreč, da je Big Man katoliška cerkev. To je zgodba Poljske, tam je to bila, zato ker je imela Poljska čisto drugo, pozo v drugi svetovni vojni cerkev na Poljskem. Ne. Kako lahko tudi neke tradicionalne vzorce, če jim ne prilagodite strukturo, oziroma če v njih nalepite napačno strukturo, ne, lahko jih uničite, ne. Ali pa ujamete strukturo, da pokrijete te tradicionalne vzorce in delate vsem skupaj v dobro, recimo. Ne. Spravi, vse smeri se da zadevo speljati, treba je pa razmisliti, kaj delaš. Ne. Zadeva ni s tradicijo nikoli do konca zafiksirana, nikako se pa ne sme ignorirati. Ja, hvala lepa. No, zdaj jaz mislim, ker ste me direktno za jezik povlekli. Jaz bi samo povedala, ko gre za to, kar je kolega Dragoš povedal, ne? To je to zdaj ravno recimo taj primer, ko so polno drugih primerov še, temu mi rečemo indigenizirana modernost, ne? Se pravi, vi pripeljete nekšne moderne učitne pač elemente družbe in jih prilagodite tistemu, kaj ta družba je. Ne? To je modrost. To smo mi seveda poglušili, ker nismo to delali. In to je tudi eno od glavnih razlogov, da smo proizvedli krizo bi imeli, če bi bila ekonomska svetovna kriza, a ne. Ker druga je pa, da zamenjujete vzorce na silo, ne? Nativno demokracijo za zahodno, nativn tip lastnine za zahodnim, nativn politični sistem za zahodnim in proizvedete sistemsko krizo. A ne, recimo tak primer šolski je recimo Kenija, a ne, za drug primer tak šolski, pač za indigenizirano modernost je Japonska, ne. In zdaj, ko seveda Japonci skušajo dejansko zamenjati elemente, seveda imajo že resne segmente socialne krize, ne. Se pravi, to je eno, seveda vi to razmerje med spremembami in tem vzorcem, ne, to tirnico, je treba modro voditi, kot je rekel kolega, ker pa če jo ne vodite modro, imate lahko zelo različne katastrofe v vseh smerih, ne. Zdaj, komentar za Češko. Češka se je v stvari bistveno ločila od Slovencev in vse družbe so se bistveno ločile od Slovencev tukaj v srednji Evropi, kot jaz poznam. In to je imeli so svoj vladajoči razred. Čehi so imeli svojo aristokracijo. Zaradi tega, elito, ja, zaradi tega, ker če vi zdaj prijete v Prago z svojim psom, to se kaže v vsakodnevnih, to je zdaj ta, ne, standardni normalnosti, če ti prideš v restauracijo z psom v Pragi, bi se bo vsem zdelo normalno, da pes lahko je v restauraciji in ne samo to šarško z vodo bodo prinesti, ne. Zdaj prosim pri Slovencih, ne, veste, da je to mogoče živeti oziroma mogoče tudi pa tam kje, ne. Tako da tu so take malenkosti, ki zelo so pomembne zgodovinsko. Tretji komentar o mladih, ne. Jaz bi rekla, da zdaj je sicer lepo imeti taka optimistična naziranja, ampak to je tudi ideološko stališče a priori, ne. Dejstvo je, da Mladina 2010, recimo raziskave, ko so jo delali, ki je bila narejena, ne, kaže recimo zelo močno prisotnost nesocialnih elementov med slovenskimi mladimi, ne. Pač ta skrb poskrbiti za sebe na račun vseh drugih, ne, ki je se seveda povečala, zato ker se pač težave so se povečale, jasno, ne, to je zdaj tisto, pač preživetje ni zagotovljeno, začnejo jaz skrbeti samo za sebe, ne, in to na račun drugih, ne, to za njih vprašanje. Tako da zdaj mislim, da tudi zdaj te mladine ne gre enoznačno slikati niti v eno, niti v drugo smer. Drugo, kar je pa treba seveda razumeti, je pa, da socializacija otrok oziroma mladine ni nikoli stvar odločitve, niti pedagogov, niti staršev, niti individualnega okusa spet ne. Gre za to, bomo spet citirali, če hočemo, Engelsa pa Marxa iz nemške ideologije, družbeno določeno produkcijo individuumov. Če hočete vi imeti družbo, ki obstaja skozi prostor in čas, morate zagotoviti člane te družbe. In člane te družbe se zagotavlja skozi socializacijo, ne, oziroma tistim, kar se može v smislu reče vzgoja, pa je to preosko. In to je v resnici vzgoja ena določena za socializacijo, socializacija ena določena s procesi družbene reprodukcije.
Zato lahko recimo ravno v zahodnem kapitalizmu zelo značilno sledimo, kako so se, bi rekla, pedagoške paradigme spreminjale, skladno kot se je spreminjal tip kapitalizma. V liberalnem kapitalizmu ste bili tradicionalno družinsko avtoritarno vzgojo, korporativne maste, napad na očetovsko avtoriteto in kazen in na dvotirnost in uveljavljanje egalitarnosti, zdaj maste seveda narcisistično socializacijo, ki vemo, kako poteka, ker je to natančno opisano že od Kohota dalje. Ne? Se pravi, mislim, ko govorimo o vzgoji, pravzaprav se spet lahko pogovarjamo o okusih, pa o, bi rekla, seveda nekem mikroprostoru, ki ostaja prosta, ne, ki ga ne morejo zasesti procesi družbene reprodukcije, ampak v resnici so to naddoločene prakse. To so naddoločene prakse, zelo natančno v Altizerjevem smislu naddoločene. To pomeni, da ne, in to je v vseh družbah tako, zato boste pač pri Arapeših, bodo vsi mali Arapeši nezmotljivo postali visokosocialni pri Mundomori, pa vsi antisocialni, ne? In zdaj ni tu nekega genetskega ozadja, ne? Se pravi, gre za to, da tu zdaj v resnici na ravni mikrostrukture vzgoje, če seveda razumete, kaj je gospodstven mehanizem, kako se on reproducira in katere so te prakse, lahko nekaj naredite, ampak napačno je misliti, da je danes liberalna vzgoja tista, ki ruši gospodstvene mehanizme. Danes je liberalna vzgoja tista, ki vzdržuje. Torej, pač egalitarnost, pa povej ti meni, pa midva sva enakopravna, pa ti si subjekt, pa tako naprej. To je zdaj način socializacije, ki dejansko proizvaja patološke narcise, torej tiste, ki so prisilni potrošniki oziroma odvisniki. Tako da zdaj ta način vzgoje je bil antiteza gospodstvenim mehanizmom 100 let nazaj ali pa socializmu. Ampak mi živimo v drugi družbi in zato iste vzgojne prakse nimajo več istega socialnega učinka. Tako da zdaj tu govoriti tako čist ahistorično o celi stvari, mislim, da je tu tisto navodilo, ki ga antropologi vedno pravimo, kontekst, historiziraj, kontekstualiziraj, ključno, ne. Se pravi, ne, in zato, ne, mislim, ne pozabiti, ne, jaz se režim, je Žižek imel, ne, pač prejšnji mesec tam gledališče, ali 2 meseca nazaj, tisto predavanje, ko je tole serijo filozofija v gledališču otvoril, pa Dolores, da je bil tam in še, ne, in potem, skratka, ne, on je potem tam tu vzodra, ne, danes je edina radikalna pozicija etični konzervativizem in jaz tukaj zastopam s pozicijo etičnega konzervativizma. Tu so ljudje tako gledali, mislim, če razumeli, moji študenti so razumeli, ker so pač morali to študirati za izpit. Ampak zdaj, da smo bili mi edini, ki smo razumeli, potem bilo tega konec, ne, potem so vsi meni, kaj si ti slišala, kaj je Žižek rekel, kaj si ti slišala, kaj se da sem slišala. Ne? Ampak etični konzervativizem pomeni avtoriteto, kazen, dvotirnost, to danes pomeni. S tem danes vi rušite gospodstveni obrazec, ne z enakopravnostjo, pa ne vem, ne. To je bilo antiteza gospodstvenim mehanizmom 50 let nazaj, pa 100 let nazaj, pa v socializmu 30 let nazaj. Ampak da, mislim, kapital, mislim, v resnici zaseda, ne, navidezno alternativne prakse, zato je danes feminizem desna politika, ne leva. Ne? Zato, ker je to, mislim, kapitalizem je že zasedel to področje, on ga je že okupiral, on ga že uporablja za v resnici reprodukcijo svojih, bi rekla, izkoriščevalskih strategij, ne. Tako da zdaj tu ni mogoče nič reči zavedno, ne, tu je pač, ni drugega, kot da stalno gledaš, kaj se dogaja in kako, v katero zanko dejansko, ne, kapital ujame oziroma gospodar ujame otroka, če zdaj govorimo o vzgoji, ne. In zanka danes ni ista, kot je bila 100 let nazaj, pa tudi ni ista, kot je bila 30 let nazaj, kot če govorimo o Slovencih, ne. Tako da tu se to seveda spreminja, ampak se spreminja bolj zaradi tega, ker se spreminjajo dejansko družbeni sistemi pa logike reprodukcije gospodstvenih mehanizmov kot zato, ker bi pač nekdo na mikroravni prišel do neke prave ideje, kaj treba narediti. Tako da tu zdaj je, ne, seveda, to vse spreminja, v resnici se spreminja celo bolj, kot mi dejansko vidimo. Ne, tako bom rekla. Ja. Zdaj pa še, rekli smo vsak najprej enkrat gospod, enkrat, Sej delno je ta, pač, kar ste vi zdaj govorila, v bistvu mogoče že odgovor na moje vprašanje, ne, ki bi ga raztegnila pač na posameznika zahodne družbe. Ne. Mi smo
smo govorili o tipičnih, recimo, Slovencih, pa mogoče malo bivših socialističnih, recimo, državah, a ne? Verjetno je veliki večini ljudi že danes jasno, kam gre kapitalizem, katerega so posamezniki zahodne družbe živeli že kar dolgo časa. A ne? In kapitalizem temelji na nepravičnih osnovah, sigurno, ker pač bazira na privatni lastnini, nad proizvajalnimi sredstvi, ki je vedno bila pridobljena na nek, bi rekla, nepravičen način. A ne? Se stopnjuje, se pravi, te razlike med posamezniki se povečujejo enormno, ne, v zadnjih pač desetletjih. In jaz se sprašujem, kaj in zakaj, recimo, je pa ta zahodni posameznik pravzaprav pasiven in se nekako preda tej oblastni strukturi, ne, ker zadnje velike demonstracije, takšne, ki so bile odmevne, so bile ne nazadnje 68. pač leta, potem pa kaj bistvenega se ni dogajalo, pa je bil vmes, recimo, pohod neoliberalizma za začetkom v Čilu, ne, v Ameriki, potem izrazito v Angliji, skratka, stvari so več ali manj jasne, kje smo danes in kam gre ta sistem, ekonomski sistem kapitalizma, ne. Ja, to se pravi zdaj, kje je njihova, ne? Ja, ne, zdaj, tukaj gre za to, vse to je pa že tudi, mislim, Slavo je pisal že kar dolgo nazaj, ne, tudi že. Tukaj gre za to, ne, da pač prejšnji gospodstveni sistemi so vladali preko neugodja. Se pravi, vladali so z strategijami, ki so bile za vladane neugodne. A ne? In če je nekaj za tebe neugodno, potem, ne, obstaja predvsej visoka vrednost, da se bo še enkrat uprl temu, ne? Zdaj sodobni kapital vlada, oziroma ne, kot je Slavo to dobesedno napisal, ne, ukaz tistih, ki vladajo, danes je uživaj. Oni torej vladajo preko ugodja, ne? In zdaj, če ste vi sužen v ugodju, je vprašanje, če se boste odprli, ker danes pozicija svobode je neugodja, ne? Razumete, tukaj smo študentom tuliti, ne, zato zdaj moram jaz nekako predati na faksu, da torej ne, dokler jim pač profesori razlagajo o tem, da gre za njihovo avtonomijo, pa avtentično kreativnost, pa subjektivnost, pa to, pa da se ne smejo učiti na pamet, pa ne smejo se podrejati avtoriteti, pa ne vem zaradi tega, ker to je, ne, in da zdaj naj oni torej uživajo, ne, nalagajo ta simbolni mandat uživanja. Tako dolgo so oni zaprti v polju nesvobode, ne? In seveda, če ste z uživanjem zaprti v polju nesvobode, jebote Bog, če si bil ti v stalinističnem zaporu zaprt ali pa ne vem, tukaj kjerkoli, ne? Ker ti ni bilo fajn, si se vada uprl, ne? Na eni točki ti je bilo zadosti tega, ne? Ampak zdaj, če si ti služil skozi zgodje, ne? A ne, to je zdaj se pravim, zato govorim, ko govorimo o vzgoju, to je treba absolutno historizirati, ne? Se bojim, da večina pedagogike, večina psihologije, večina tudi študij mladine ne historizira tega pojava. To se tako hitro spreminja, treba se še vedno govorijo o interpretativnih, bi rekla, matricah izpred 50 let. Ne? Razumete, pojete, 50 let nazaj so tisti, ki so vladali, hoteli omejiti tvoje ugodje. Ne? In to je bila strategija in valjda si se ti uprl. Zdaj pa ne, zdaj pa oni vladajo skozi tvoje ugodje, ne? In zdaj s študentom tudi, da edino mesto svobode danes je v neugodju. Ne? Svobodno si takrat, ko ti ni fajn, takrat, ko se odrečeš ugodju, takrat, ko ostaneš ob ženi, ki ti ni fajn od nje, ne? Če smo zdaj konkretni, ne? Razumete? Ne? Ja, natančno, ne? To je zdaj tista strategija, ki ruši gospodstvene mehanizme, ker ni nobene splošne ocene, kaj je zdaj dobro in kaj je zdaj slabo. Vprašanje je, kako ti gospodar vlada, ne? In zdaj danes ti vlada skozi ugodje. In zato nimate nič, ne plus tega, dobro, zdaj se ne bomo spuščali v te opise pa narcisistične osebnosti, ne? Ki pač imamo v predsedniku države in predsedniku polno stranke in tako naprej prisotne, ne? Da ne bomo se zdaj to. Torej ne bodo sužni skozi ugodje, ne? Mislim, zdaj pač, razumete? To je zdaj, se vam pravim, to je zdaj težko, ne? Mislim, zdaj enemu mojemu študentu, kot je en komentiral, da je rekel, težko je to, ne? Vi zahtevate, da moramo se učiti, pa da moramo ful tu možgane, ne? Moraš ful ure in ure sedeti, da vaš izpit narediš, oni pa ti izpit dajo, pa še po predavanju gre z njim način
pa na ti si. To je težko, ne? Težko je, da bomo zdaj mi vas imeli bolj radi, oziroma boljše oceni kot onega drugega, ne? Razumete, to je pač človeški faktor, ne? Dolgoročno, ja. No, dolgoročno, vse pravim, jaz sem že povedala, da bi pač morali oceniti temeljiti, to je bil predlog, samo valjda, da to ni, ne? Večina. Takoj, kot nekaj predlog, če gledam na glasovanje, in vsi so se proti, ne? Oziroma za, kakoli pač je, ne? Ampak, skratka, point je v tem, da seveda zdaj sem rekla, da pač naj pri ocenah študentov vprašajo tudi študente 3 leta potem, ko so diplomirali, pa 10 let potem, ko so diplomirali. Ker to bi bilo zanimivo te ocene videti, ne? Ampak to seveda ne bodo vprašal več, primer, ne? To dobro, ne? Ja. Ne, se vam pravim. In to je zdaj, mimo grede, to, kar se zdaj dogaja, kot reakreditacija, je natančno pretvarjanje univerzitetnega sistema v, bi rekla, podaljšek neoliberalnega kapitalizma, ne samo zdaj ono po glavi pa to, kar smo že imeli, ampak po ideologiji, ne? Torej, skrbimo mi zdaj za ugodje študentov, ali kar znajo, ali ne, nam ni važno. Če bojo oni se imeli fajn, bomo imeli pozitivne ocene, če bomo imeli pozitivne ocene, bomo imeli službo, zdaj pa gre pa tak samo za to, da mi službo ohranimo, ne? Oziroma, kot je bilo to javno povedano. Razumete, to zdaj ne, to pač zdaj ne. Sam pravim, ja, seveda se mi zdaj lahko tukaj strinjamo, da pač ugodje bi bilo, mislim, ne, da moramo vprašanje postaviti po to. Samo zdaj je vprašanje, koliko procent slovenske mladine ga še postavi. Ne, mislim, tisto, kar mene resno, mislim, skrbi tukaj. In tukaj se pač jaz ne bom strinjala tako zelo enostavno za ugotovitev minirane ure, ki ne kontekstualizira to ravno v neoliberalni kapitalizem, ne? Mislim, jaz imam prijateljice od moje hčere. Te prijateljice so zelo pametne punce in so končale faks in one seveda so prekerno delajo to, delajo ono, malo kelnarijo, malo v hotelu recepcija, malo na tekmah sodijo, rokometni, vse živo, kar pride. In potem jaz seveda, ko pač oni pridejo k meni, ne, oziroma k moji hčeri, pa se malo pogovarjamo, pa jaz potem zgorim, pa rečem, ste vi normalni, če boste na to pristale, pa seveda potem dobili 200 evrov za to, ne, mislim, katastrofa. Pa načurno, pa sploh nimajo plačano nič, pa sploh ne govorila, kaj se tu dogaja. In zdaj mi v tej državi, pazite, kar me sploh mi je dvignilo pritisk zadnjih, bomo mi zdaj imeli debato o tem, da bomo, kako bi rekla, uvedli zakone, da bomo uredili posebno, s posebnimi zakoni položaj prekercev, ste imeli normalni. Nimamo, o takih zakonih se sploh ne bi smeli pogovarjati. Vsi morajo imeti minimalno socialno zaščito, ki jo imajo danes zaposleni delavci, ki je že tako minimalno, s čemer se bi ga strinjala, ne? Jasno. Zdaj bomo pa mi legitimno uvedli zakone, ki bomo še, veš, kaj čem reči, ne, prekercev, ne, se ti misli, to kaj bo tam, ne vem kaj bo, ne? In zdaj torej ona dobi 200 evrov, cel vikend, cel mesec, zdaj dobi 200 evrov in potem, ne, seveda reče, mislim, ne, da mogoče pa bi bilo res boljše, da zdaj ona pristane na to, kar v hoteli hočejo, ker pač te receptorke so zraven tudi seveda pač prostitutke, če potrebujejo. Ker pač gre z enim spat, zaslužiš več kot zdaj, ne, ste cel mesec in to, ne bom komentirala. In potem jaz rečem, pa ste vi normalni, kdaj boste zdaj vi kaj naredili, kdaj boste se vi zdaj tukaj uprli, kdaj boste vi kakšno vprašanje tukaj postavili nobene. Mislim, oni meni rečejo, vi ne boste nikoli imeli službe, če boste to delali, nikoli ne boste imeli pensije. Oni meni rečejo, ja se je normalno, da ne bomo imeli službe. Mi v penziji spod ne razmišljamo. Oni so se mentalno že naprej, bi rekla, odrekli minimalnim socialnim pravicam, za katere nam niti na pameti ne pade, da bi se odrekli, ne. Tako da je treba to mlado generacijo razumeti kot nekaj, da bi se mislim reči boljšo, slabšo. Oni so drugačni. Oni smatrajo, da je to, da oni so pristali na to, da nikoli ne bodo imeli službe, pa penzije celo, pravzaprav oni so ponosni zaradi tega, ne, ker smo to realistično presojali. Ja, realistično presojali, vi ste pa ene gudli, tam nekaj mislite, da morajo vsi imeti službo. Vse je valjda vsem jasno, da mi ne bomo imeli službe. Ne, razumite, meni je to problematično. Mislim, jaz bi hotela imeti mlado generacijo, ki popizdela zaradi teh dejstev. Ne, zdaj to, da oni so se realistično prilagodili na zatečeno stanje. To je zdaj tako oni feudalci, ko so prišli takrat sem, ne, k našim prednikom. Samo hočem reči zdaj, ne, to je bilo za naše prednike dobro, to pa zdaj ni dobro, niti za naše otroke, niti za nas, ne nas to komentirala. Razbiješ pa sam še eno vprašanje. Da je situacija na Zahodu podobna. Seveda, absolutno, ne, seveda. Oni so vsi sprijazneni, da ne bojo... Vem jaz to, jaz sem v Ameriki delala, se vam pravim, jaz
zaradi tega, ker sem jaz hodila priti nazaj, ker sem jaz rekla, da v taki družbi jaz ne živela. No, zdaj živim pa praktično zelo podobno živim, samo da zaslužim 10-krat manj kot doma, ne, to je vsa razlika. No, pa ne vem, zdaj na Havajih takšnega levičarskega krožka sicer nismo imeli, ko ga imamo tu, ampak mogoče bi, če bi se pač poglobila v situacijo, celo delovalo, ne. Če bi šla pa v harmoniko, pa dobila. No, seveda, ja, ne, recite. A je možno, da je ugodje, o katerem ste govorili, tako močen strup, da onemogoča človekovo naravo, o kateri je recimo Camus pisal, da je človek uporno bitje. A je možno, da ta ugodnost, vsako razmišljanje kritiškosti, distančnosti do obstoječega kodiča, a je to ugodje, da sem jaz preker, a je to ugodje, da se sprijaznim, da ne bom imel penze in tako naprej. Ja. Kaj je s tem, a pa ta potrošniška, očitno potrošniška, ne samo mentaliteta, enostavno potrošnja kot način življenja, ki dnevno skozi medije baše vsakega posameznika in določen narod, enostavno onemogoča zavestno, da bi nekdo rekel ne. Ja, seveda zaradi tega, ker pač v človekovi naravi žal ni te optimistične tendence, o kateri je Camus govoril. V človekovi naravi ni nobene tendence same po sebi, so samo predispozicije, ki jih okolje lahko razvija ali pa ne. Tako da zdaj pač, ne, seveda, jasno, obstajajo okolje. Se oni so to, mislim, če zdaj gledate analizo reprodukcijskih mehanizmov oziroma gospodstvenih mehanizmov zadnjih 100 let, je to fascinantno. Kaj so oni naredili in oni to razumejo, ker pač jaz vedno pravim, danes kapital ne vlada z denarjem, ampak s pametjo. Amerika je pokupila od leta 1940 najboljšo pamet tega sveta in zato, ne, mislim, so njeni ekonomski kazalci irelevantni čisto zares. Ne? In zdaj, seveda je možno, ne, sicer človek ni čist tak nepopisan list, kot so razsvetenci mogoče mislili, ne, ampak je pa hudo elastična entiteta, ne, in seveda, se vam pravim, oni so dojeli, da ego, super ego ni večna in nespremenljiva struktura osebnosti, ampak je historično dana struktura osebnosti. Danes posamezniki Zahoda imajo id, grandiozni self in sadomazohistični nadjaz. To je struktura, se pravi nič id, ego, super ego. Vi pa morate imeti super ego, da se oprete. In to očetovski, materinski, slovenski ni zadosti. Torej, ne? Ja, ste govorili o mladih, no pa zdaj zaenkrat se še lahko malo poštejem knjig, mlajših. Ampak, ki se govori, ne najbolj zanimivo, recimo, ki se starejše generacije ne sprašujete, pa nikoli ne vprašate, v bistvu, kaj bi mladi mislili, ne? Ne, jaz to govorim, kaj oni meni povejo, jaz nič ne vem. Okay. Ampak tako, recimo, po drugih medijih, ali pa, ko se pogovarjajo, ne, recimo o študentskih pravicah, ne pokličejo študentov, ne, ampak govorijo 50, 60, 70, 80 letniki med sabo, kaj je za študente primerno. To je pač prvo, ne, se pravi, že na nek način odnos gospodar hlapiš, ne, torej ti nimaš možnosti, da poveš, kaj je pravilno zate in kaj bi ti rad, ne. Drugo pač, odnosi so se čisto relativizirajo, ne. Če se na fakulteti za družbene vede, ne, pa ni samo to naša fakulteta, ne, je vse, ne, da se ne najde za mlade prostora, da pač lahko nekaj naredijo, vse ne govorimo o tem, da je treba imeti 3000 evrov plače, ne, ampak da se ne najde toliko, da imaš namest socialne podpore, da nekaj narediš, pa si družbeno koristen, pa še recimo delaš na projektu, ne, ja, mislim, ne vem, če znanost pade na temo, ne? Ne, to se strinjam. Pa da univerza ni več tisto, kar govori, da mora biti pravičen svet, ne? Da potem ne more biti, poleg vse ravni družbe, ne more biti ekonomija, ne more biti politika nič drugačna, ne? No, samo problem je v tem, da je smer obratna, ne? Da je pač tisto, kar mi vas z Andrejem označujeva s procesom univerzalizacije blagovne forme, ne? Zdaj pač prišel tudi do univerze, ne? Ja, pač to ni bil ta proces, ne? Zdaj pa je, ne? In zdaj mislim, da tudi, kak bi rekla, mislim, da ni, dobro, zdaj ne bom rekla, pač ne, na univerzi smo razni. Mislim, vsaj nekateri nimamo problem, da bi svoje delo dali mladim, ne? Problem je, da ga ne moremo dati. Jaz recimo imam dela, za 3 ljudi delam vsako študijsko leto, valjda, da ne plačam. In potem
ker to so za racionalizacije, pa pondiranja, pa faktorizacije, pa nekaj. Na koncu delaš ti za 3 ljudi, ne, komaj za eno plačo narediš skupaj, ne, po vseh izračunih silnih. Tako da si 12 ur na teden v letniku, kaj pomeni, mora biti pa 6 ur, ne, za celo leto. To pomeni, če si 2 semestra 12 ur, torej ne, se lahko zaračuna više ur. Potem so pa take računovodske zanotacije, da komaj prideš na 80% plača in potem jaz načeloma vsako leto protestiram za to, ne, spravim jaz 2 ljudema odžiram delo, ne. Torej, prosim, ne, dajmo mi tu zdaj zaposliti 2 človeka. Ja, kaj bodo povedali moji ceniti nadrejeni, da je to nemogoče, ker je ZUJF, ne. V resnici gre pa preprosto za univerzalizacijo blagovne forme. Če jaz spravim delo za 3 ljudi s plačo, za niti enega, oni nimajo nobenega interesa, da še 2 namestijo in dajo 2 plači, torej še eno vam, pa še eno nekomu drugemu. In to ni moja odločitev, sploh ni moja, ne? To je pa sprejel. Sprejelo je ministrstvo, ne? Sprejelo je ministrstvo, a ne? Deloma pa so jo sprejeli, če sva čisto odkrita, ne? Tudi domačije na univerzah in na fakultetah, o kateri bi kolega verjetno vel, tudi ima svoj uvid, ne? Dobro vemo vsi, a ne, da se denar pretaka, da se denar tudi ne porabi, a ne? Ampak denar seveda pač ponikne, tako kot je 80 milijard poniknilo, kot mi je Igor povedal, ne? V našem posocializmu je 80 milijard dolarjev poniknilo, torej 8/9 družbene vrednosti te družbe. Je poniknilo neznano kam in nišče ne zna ugotoviti, kam je to poniknilo. In ko sem jaz nekega malo znorela, ne tukaj, ampak na drugi univerzi, kjer delam, in sem šla na ministrstvo za šolstvo in sem tam isto gospod kot v času socializma nadrla, da zdaj pa za tega zadost, zdaj pa jaz hočem izpiske, a ne? Izpiske hočem, ne? Ker v socializmu sem šla jaz tja in sem rekla, hočem izpisek. In so oni meni dali izpisek, ta mesec smo toliko za tebe nakazali, ta mesec toliko. In jaz prišla tukaj, ne, in zmagala onemu pred nosom. Prosim, kje je moj dan, ne? Zdaj to ni več. Lahko na SDK, zato smo ga pa ukinili. Zdaj pa je tako, kot je meni ta ista gospa povedala na ministrstvu, rekla je profesor Godinova, to ni več tako, kot je bilo v starih časih. To je res vodi pod avtonomijo univerze. In se jaz tako, opustite, kaj vi hočete meni povedati, da pod avtonomijo univerze sodi to, da pač vi ovrednotite programe, date na univerzo toliko denarja, koliko pač ste vi ovrednotili, da je treba dati, da ti programi tečejo, in potem večiče nadzirate, kak ta denar gre, in je ona rekla ja. In sem rekla super. Razumete? Ne, to je zdaj katastrofa, hočem reči, katastrofa je to, ne? In v resnici, ne, mimo grede, no, eno od nativnih obrazcev, tirnica, katera kontrola deluje tukaj, ne? 1500 let samo kontrola kolektiva. Takoj, ko ste vi odpravili kolektivno kontrolo in to nadomestili z individualnimi nadzorniki, ki so seveda postali člani domačiji, ne? Je bilo konec nadzora. In tako zdaj, mislim, midva se lahko zelo strinjala, jaz lahko, seveda sem popolnoma empatična do vas, jaz vedno vsako leto povem, da 2 odžiram delo proti svoji volji, ne? In da se vsako leto znova bunim proti delo in da bi vedno znova isti odgovor, ne? Ker oni mislijo, da sem jaz budalo. Rečejo ZUJF, v resnici gre pa za to, da je to bolj poceni, a ne? To je zdaj univerzalizacija blagovne forme. Ja, ampak jaz ne moram sprejeti tega, ne? Da znotraj znanosti kot celota kolektiva. Ja, se strinjam. Jaz ne moram tega sprejeti, da znotraj FTV-je. Zelo ste videli, kaj se bo zgodilo. Jaz bom šla najprej na senat in na vse ostale. Mene bodo povozili po celi črti. In potem moja sestra se pravi, ker si ti malo normalna, si videla za zadnjič, ko so se razbudili, si imela že skoraj infarkt, takrat si bila že na intenzivni negi, so oni tam že rekli, da nehaj ga srati. Ampak ne, jaz imam ono vest, veš, ker mene sili, ne, sem imela otra, ki je bila autoriteta in kazni in dvotednost. In zdaj mene sili ta moja vest, da se moram jaz tukaj nekaj opirati, čeprav je šansa, da bom kaj dosegla 0, ne. Ampak drugi so pa že prilagojeni, jebote bog, meni vsi povejo, da sem neprilagojena. Ne. Jaz sem pač neprilagojena in konfliktna in težavna in sploh vse obče. Neprilagojena, a ne? Zdaj oni so pa prilagojeni. Oni so pa zglasovali na moji katedri za proti 2 glasova, ne? Jaz pa še en kolega, ki ima za razliko od naše predstojnice od 10 možnih točk 9,74. Ona nima pa niti ene, pa ona tam nam soli pamet, pa nam kroji usodo, pa dela pa to. Ja, ona je pa povedala, ona pa nima tega naziranja. Ona pa rekla, zdaj pač stanje je tako, mi živimo v neokapitalistični družbi,
pogovarjali z študenti. Kaj ti zdaj stalno nekaj govoriš, da študenti ne bodo mislili, kaj nas to briga? Ja, če se seklica bo poprašala, kaj ne bomo... In potem reče, študentom, zdaj pa še to. Brez veze, kaj se bo ona vprašala. Študentom, kaj pa študenti mislijo in študentski predstavnik reče, ja, ne moramo se organizirati, da bi sploh vedeli, kaj mislijo. In potem reče ona, no, potem boste pa ne imeli več sploh, ne boste imeli besede, ker je brez veze, ker tak dokler se sploh ne boste organizirali, da boste sploh kaj mislili, a ne, da boste vi lahko tudi neko reprezentativno mnenje študentov posredovali, pa bom jaz kar vzela besedo konec. A razumete? Zdaj seveda potem se vrnemo k onemu vprašanju, ki ste ga zastavili, zakaj vi niste tretirani kot subjekti, ki se jih posluša? Zato, ker se niste skonstruirani kot subjekt, ne? To je point, vse to je isto za slovenski narod. Zakaj ga nihče ne posluša? Zato, ker se ni skonstituira. To je zdaj ono, delavski razred po sebi ali za sebe, ne? Vi ste že po sebi, ampak za sebe pa niste, ne? Po Slovenci so tudi po sebi, ne Slovenci, ampak za sebe pa niso. Jaz sem tukaj ne za sebe, za vas je v tebo. In si jaz že rekel mojim študentom, da ne vem, zdaj, ko bo se jaz stekala od infarkta počasija, ne? Potem ne vem, kdo bi se še sploh boril za njihove pravice. Pričeprav oni seveda potem mene hočejo izločiti študijskega programa, ker nisem fajn. Oziroma ne, študenti me nočejo, študenti so rekli, da sem pravična, da čeprav sem grozna, moram postati, ampak so drugi rekli, da to, da morajo oni poslušati kritiko potrošniške družbe eno leto za mano, ko študenti tja pridejo, to pa res ne. Da bodo to zdaj oni ukinili. Ampak razumete, hočem reči, ne morate nič dogovoriti, če se ne niste subjekt za sebe, niste. Mladi niste uspeli, oni so vam kapitalami uspel lobotomizirati možgane v Božjo mater. In se vam pravi, to se je tako lepo usedlo na tole tirnico slovensko, ko vsak skrbi samo za sebe, da je menjko slabo. Pa ne samo mladi, tudi vsi ostali. Ne, jaz se pravim, tu Slovenci niso za sebe. Do konca. In mi se tukaj, oprostite, lahko, in mi se tukaj pogovarjamo o volilnih sistemih in ne vem, kaj bomo, ne? Pustite vi to. Ljudje se ne znajo podpisati več, ljudje skoraj kruha ne znajo kupiti, tudi če denar imajo. Katastrofa, ne govorite mi pa sploh to. Ja, to pa sploh vi nimate štofa, na katerem bi delali več. Jaz ga sploh ne vidim več. To, kar je Luka rekel, besednjak. Vesna pravi, sklicujejo se na ZUJF. Kdo ga je naredil? Kličejo državo. Ja, kdo je država? Ja, hodiče, jaz še nisem srečal, se mi ni roko dala pa rekla ti, Albert, kaj pa ti pričakuješ? A veste kaj, država so konkretne inštitucije, za to področje vsebine, za to področje vsebine. Zdaj poslušajte, kmet reče, kaj je katastrofa, naj ga država reče. Vinogradnič reče, država naj me reče. Vse je država, pa vprašaš, kdo je država? Nije, ker družbe več ni po Margaret Thatcher in gotovo. Ja, seveda. In delamo na tem. Meni je tam sred 70 let predaval profesor Černe na ekonomiji in je rekel, paste, v Ameriki se zdajle dela neoliberalizem, jaz se ga tako spomniš drugega iz njegovih predavanj. Tam Friedman je prišel spet nazaj po Hayeku in to me prav zanima, me zanima, če bom doživel, ko bo to enkrat preplavil cel svet in če bo uspel, kaj bo, paste se, kaj delate. In moja generacija, jaz čutim krivdo in težo tega, da smo popušili na celi črti in nisem nič vedeli. Jaz bom kratko in bi danato, jaz ne znam zapravljati z besedami. A je prav, da pišem vsem profesorjem na PDV? A mi bojo odgovorili? Seveda ne bodo. Zdaj smo pa tam. Torej, odgovorili mi bojo tisti, ki me poznajo, prav? Ja, pa tisti, ki bo napisal kaj takega, ker mu bo zanimivo, ali pa tisti, ki bo imel čas, pa tak, ne. Ampak ne bodo vam odgovorili, seveda ne. Se to je metoda? Pa bom, veste. Ja, to je prav. A veste zakaj? Inovator sem pa vrtan tam, kjer denar meče. To vam redo. In ne bom nehal. Vi kar pekar, ja, se bom pa naprej povedal. Prej je kolega predlagal, da ne bi strokovnjaki to upravljali. Narobe. Ravno tele sem slišal. Zakaj? Glejte, če je nekdo strokovnjak, če to upravlja človek, zelo dobro veste, vsak človek je tudi subjektiven. Kaj to pomeni?
To pomeni, da je zelo možno, da bo svojo subjektivnost pojivil naprej. Če ne drugač, ste tudi sami povedali, da ljudje tudi znajo vrgati. Kar pomeni, da bo on tako vlekel mlin oziroma vodo na svoje mline, da je to za njega dobro. Torej, jaz moram popraviti tukaj takoj. Ne strokovnaki, ampak strokovnost. Popravite tam, ker vidim, da ste napisali strokovnaki. Jaz nisem pisala strokovnaki. A ja, videl sem, ko je omenil strokovnaki, sem domneval, da ste napisali strokovnaki. Ne, napačno, ampak strokovnost. Ste me zastopili? To. Samo odgovorneži bojo naredili kaj. Tisti, je do sebe odgovoren, pa do No, zdaj smo pa tam. Nobene strokovnosti ne rabimo, tudi nobene etike, pa morale, samo odgovornost. No, zdaj smo pa tam. Torej, kdo je tisti, ki bo strokovni? Strokovni bo samo tisti, ki se zaveda in tega je v družbi, kar zelo dobro vemo, da je dejansko razporejena, rekel, pamet po Gaussovi krivulji, jih je zelo malo. Torej, kot inovator, ne bom zdaj sam sebe pomičeval, kje pa. Ampak vemo iz, rekel, Gaussove krivulje, da je vsak 1000 ima, rekel, i 245 in več. To je v Sloveniji samo 2000-4000 ljudi. Od tega niso niti vsi primerni. Zakaj? Ker mora biti zanesljiv, delov, odločen, pošten in naprej. In če to upoštevamo, to so 20-40 ljudi v Sloveniji, ste me zastopili. Ja, razumem. In kaj to pomeni? Jaz verjamem, da je vsaj nekaj ljudi, ki smo danes tukaj, je sposobnih to. Ne bom pa rekel, da smo mogoče biti 20. Ne bom rekel. Ampak če ne drugače, a veste, če me poanta? Poanta v tem, da ko boste pogledali, kako je to v živi naravi, v živih organizmih organizirano, boste videli, da dejansko, torej, poslušal sem tudi ideologijo, to je obnašanje živih biti živali. Torej, boste videli, da v bistvu vržejo določenega posameznika, ki se ne obnaša družbeno primerno, ga izvrže dejansko jata ven. Kaj to pomeni? To pomeni v bistvu, da jata ne dovoli posamezniku, da je subjektivn, mu ne dovoli. Se pravi, da mu ne dovoli, da se obnaša kakor on želi. In kaj pa ljudje? Ja, kontra tega. Kolega moj je rekel, ko je čul naš škofijski gimnazij, tipično vprašanje, a smo res nastali zopice? Pa je izjavil. Ne, kdo vam je to rekel? Zelo verjetno smo imeli skupne prednike. Ampak kako gledam danes razmere, se v opice razvijamo. Hvala lepa. Samo piko na ina odgovornost, ker je vodi naprej odgovornosti govorila. Odgovornost je težka zadeva kontra ugodju. Odgovornost ne ustvarja ugodja, ampak moralno držo. Ampak nekaj je pa tudi res, kaj tako bolj vse skepdown ne gre. Prvi univerzalni zakon je, da vse stvari se menjajo in to je edina konstanta. Vse se stalno spremenja in to je edina konstanta. Enkrat bo tudi, ne vem, če še za našega življenja, ampak enkrat bo tudi ljudstvo spet spoznalo tisto, kar so včasih že Slovenci vedeli, da tuji feudalci ne smejo prav veliko sem ponad. Žalosten je samo to, da bo takrat spet na koncu teh ulic tekla kri, da ni nobene pameti, ki bi to uspela pripričati. Jaz pa mislim, da nas narava ne bo več sprijela kot kakorkoli. In niti nas ne bo več gostila, ker smo predolgo eksploatirali. In s tem človeka tudi. Zato sem pa hotel povedati. Naravni zakoni se nikoli ne spominjajo, so večji od vedno. Torej, če mislimo, da je svet ostal z velikim bumom, prav tako entropijo, se pravi, sintrofijo, se pravi združevanje materije in energije in ostale manjše materije in energije. Se pravi, v svetu so tudi drugi zakoni, ki pač ne poznamo. To se stane
Dej zaključ. Julija, misliš Julija?